Danes sem obiskal Aleša z kmetijstva Čadež. Aleš, pozdravljen. Dober dan. Aleš bo povedal, kaj sejemo za sadike v tem času. Smo v drugi polovici januarja in na mizi nas čaka kar veliko dela. Aleš, katera semena na vaši kmetiji sejete v tem obdobju? Namreč pridelujete tudi sadike na princip papirnatih lončkov. In katero je tisto seme, ki zdaj že mora v setvene platoje? Zdaj ta prve zadeve so čebulnice, se pravi čebula, por, šalotka, potem imamo že eno rundo špinače, rdečo redkvico, bo zelo hitro šla v setev, potem tudi že rdeča pesa, ter seveda plodovke, se pravi paradižnik, paprika in jajčevci. Kdaj začnete? Verjetno ne vse takoj. Katere so tiste prav prve, ki jih že v januarju, plodovka verjetno nekoliko kasneje ali tudi v tem obdobju? Tudi že prve plodovke, saj en prvi del plodovk, ker tiste prve plodovke mi presajamo že prvi teden aprila ali pa drugi teden aprila, odvisno od vremena. Se pravi v rastlinjake verjetno? Ja, seveda v rastlinjake, ja. Zdaj govorimo samo za rastlinjake, ja. Tako, no pa kar začniva. Kaj imava tukaj? Imava se pravi papirnate lončke. To je na pladnju 220 celic. Bom pokazal, kako vse skupaj poteka. Stvar je res enostavna. Takole se prime zavihek, da malo poboža, pa damo še z druge strani isto. Takole. Se pravi, to omogoča, da mi nimamo v pridelavi plastike, tukaj ni plastičnih lončkov, vse sejete v te papirnate lončke. Tako je, tukaj imamo, kot bi rekel, 3 komponente. Pladenj, ki ima UV zaščito. Tale pladenj, ki ga tukaj gledamo, je zdaj že uporabljen 5. sezono, oziroma letos bo zdaj že 6., ker smo 2026. In je pač res močna, kakovosten pladenj. Držala, druga komponenta in tretja komponenta so papirnati lončki. Takole mi držala samo upnemo na papir in fiksiramo na sam pladenj. Tole to izgleda. Najbolje, da kar začneva s setvijo. Kaj boš danes sejal? Danes bomo posejali špinačo, ta pomladansko, tako da jo zdaj sejemo tam nekje februarja, potem sredina februarja pride že presajanje. Dobro, se pravi, vse skupaj potem nasujete zemljo? Ja, lončke se napolni zemljo. Pomemben je, da se jih kar dobro napolni. Ni treba nič, ko bi rekel, šparati s pritiskom na sam lonček. Papir je dovolj močan, da se ne zvije ali zmečka. Super, vidimo, da delo kar hitro poteka, ko to dela mojster. Ja. Seveda tukaj pa vidimo že primere, ko je v tak sistem so sajeni pravzaprav tudi druge vrtnine. Tukaj imamo rdečo redkvico. Na vse zadnje, tukaj, če se ne motim, je motovilec. Ja, motovilec zelo lepo uspeva na ta način. In pa, kaj imamo tukaj? Špinačo. Špinača, tukaj je pa špinača, ki je že pravzaprav napredovala. Ja, pred Božičem smo jo sejali, zdaj bo en mesec. Ja. Se pravi, in to so neogrevani rastlinjaki in raste samo, kakor narava da. Ja, tako je. Je pa to zelo pač pomemben, jaz pravim pri temu velika prednost, ker je rastlina utrjena. Če pogledava te lončke, kako je z njimi, kako je s koreninami? Korenine pridejo čez ta papirnati lonček, čez ko to posadimo potem na vrt? Ja, nekje po presajanju 2 do 3 tedne začnejo korenine prodirati tudi čez samo steno samega lončka. Takrat, enkrat, ko presadimo, se začne sam papir kompostirati, se razgradi v tleh. V štartu pa rastlino usmerimo, da korenine poganja samo v globino in s tem je tudi sama rastlina bolj odporna proti suši. Se pravi, ko presajamo, pa praktično ne poškodujemo tistih lasastih korenin, kakor je to običajno pri presajanju iz kultipakov ali pa lončkov, še bolj pa verjetno z kakšnih stiroporov. Ja, v stiropor se zelo rade korenine užrejo, po domač povedano. Tukaj se temu čist izognemo, samo lepo sadiko primemo in jo presadimo. Stvar je enostavna, tam je spravim v klasičnih sistemih, ali malo, sploh če je ta plastičen plato, stiskamo spodaj, dobimo celico ven, je spravim po domač, matramo korenine, tukaj pa res enostavno. Tudi če se nam malo mudi presajati, jaz kar takole, ali imamo doma kakšen špohtelj po domač povedan, ali pa kar z roko, grem spodaj pod sadike, jih zagrabam, ne vem, naprimer malo več, in gre tudi sam presajanje bistveno lažje.
in gre res hitreje. Papir mora biti pa moker, se pravi sadike pred presajanjem tudi zalijemo. Ja, že tako normalno je pametno, da se jih zalije pred presajanjem, je pa zaradi samega papirja pametno zato, da se papir ne trga, da je lepo prožen in gre samo presajanje bistveno hitreje. Če pogledamo paradižnike, v kateri fazi je paradižnik najbolje pikirati. Tukaj vidimo, da smo take majhne celice, da je bil sejan paradižnik. Ja. Katera sadika pa je optimalna za presajanje oziroma pikiranje? Ja, zdaj smo, ko bi rekel, kar imamo tukaj le paprike, je lih ta pravi čas za presajanje, s paradižniki mogoče mičken zamujamo, no, ampak se tudi samo sadiko da noter lepo v ta večji lonček polešt, tako da se to še Se pravi, tudi paradižnik, ko tvori liste, ko klični listi pridejo v vodoravni položaj, takrat je tisto optimalni čas za pikiranje. In v kaj pikiramo? Pikiramo v večje lončke, ok, tole zdaj tukaj lepo strano. To so pa večji lončki, sem tole zemljo tresem, na isti princip se vse dela. Se pravi, poleg paradižnika pikiramo še kakšne druge vrtnine? Papriko, jajčevce, ja, to je tista klasika. Tole isto dodamo substrat, pa dajva pokazati. Se pravi, napolnimo in potem v ta drug lonček postavimo papriko ali paradižnik. Po kolikem času običajno to naredite pri vas, na vaših kmetijih? Nekje tam po enem mesecu paradižnik, ali pa odvisno zdaj, kako hiter rase, no, paprika pa mogoče tam 5-6 tednov. No, vse odvisno tudi od temperature, verjetno. Ja, tako. Se pravi, više kot temperatura, hitreje se to. Se pa lahko tudi, ne vem, že kot se sam ta sadiko se spodaj pod pladnjem pogleda, če enkrat začnejo korenine že malo kukati spodaj ven, vidiš, aha, sadika je primerna za presajanje. Se pravi, kako to naredimo zdaj v te večje papirnate lončke? Lončke sem napolnil zemljo, 2 prstama se odmakne zemljo in se samo porine noter, na koncu pol še malo zemljo zadela in to je to. Evo. Kako pa poteka zalivanje v tem primeru? Mi zalivamo od vrha, vse imamo razpršilko, se lepo na nežno zalije, je pa tudi sam pladenj primeren, ker ima spodaj te drenažne lukence, se lahko zaliva tudi od spodaj, lahko je spodaj podstavek ali pa ne vem, jaz rečem vrtnarije, imajo ta velike potopne mize, oba načina sta. Se pravi, kako pa prvič zalijemo sadiko? Zalijemo na močno, verjetno je substrat zgoraj mogoče vlažen, spodaj je lahko pa tudi suh. Kako je najboljše zaliti prvič sadike, pa kako zalivati sadiko, ko pravzaprav se razvija? Ja, mi se pravi, recimo zdaj v tej fazi, ko smo presadili, se bolj na nežno zalije. Mogoče recimo sicer rastlina, ker ni prišlo do pretrganih korenin, sploh ni bilo stresa, ker je bilo papirnatem v lončku, ampak lepo na nežno. Treba je spravno rastline maziti, merkati, ok, pa malo večja, se pa lahko tudi z močnim tušom, oziroma sploh predvsem paradižnike, je fajn, da so jih od spodaj. Pa verjetno sadika, ko je še majhna, ne rabi toliko vlage, tako mokro. Na vse zadnje pa tudi te korenine, ko jih posadimo, rabijo nekaj časa, da prebijajo ta papirnati lonček. Koliko časa to traja? Nekje 2 do 3 tedne. Je pa to zelo, zdaj sem se spomnil, zelo dobra tema, ki so je načela. Sam papir zadržuje vlago in je treba spremljati, da ni preveč zalit. To je res treba, ker sam papir se napije in drži vlago. Ker ne vem, zdaj, če smo gledali tisti klasični sistem, plastični ali stiroporasti pladnji, se voda samo teče. Torej, pravzaprav tukaj zalivamo pametno, zmerno, tudi pri sadikah velja, da jih ne utapljamo, ampak jih zalivamo. Ja, jaz običajno poskusim potem tudi s prstom in to je še za moj način vedno najboljši indikator za tiste, ki ne znajo zalivati. Ne zalivamo tako, da je po domače pacasto, ampak tako, da je vlažno. In takrat bo sadika tudi lepo uspevala. Tako da imaš še kakšen napotek za te prve vrtnine, ki jih sejejo in sadijo vrtičkarji na začetku? Bi še pokazal paradižnik, tudi če nam sadika lih mičkeno vide, jo pa samo odkole malo bolj zemljo odmaknemo in jo odkole poležemo noter. Tako da tvori pravzaprav tudi na steblo korenine, ja. In smo sadiko še rešili ni za stran po domače rečeno. Tako, ja, pač ker to se lahko, ne vem, če je pomanjkanje svetlobe, pa se malo sadika pretegne po domač povedan, se lahko da takole vse rešiti in praktično skoraj v isti višini, ker je zdaj paprika, je tudi paradižnik. Na kakšne prostore pa potem romajo sadike, ko jih imamo doma, kako jih gojimo, kaj priporočaš, kakšno lego, kakšno temperaturo? Ja, pomembna je normalna svetloba, mi jih imamo tam na 20 stopinjah,
v času kaljenja je bilo še malo več stopinj. No? Se pravi, paradižnik ima kar toplo, Ja, in normalno. paprika. Ja. Jaz tudi ponovadi kar na 25 kakšno kurilnico do kalitve, potem pa jih premaknem recimo bolj na svetu prostor, ker ima veliko svetlobe. Vsi, ki imate pa doma mogoče kakšne LED lučke, pa je tudi dobra rešitev verjetno. Ne? Ja, normalno, ja. Da so kakovostne LED luči, zelo dobro pride. Samo mi tudi, kot rekel, s temperaturo reguliramo, da nimamo prezgodaj sadik, da niso spet prevelike, ker pri paradižniku smo videli, če imamo ful velike rastline, spet ni tako dobro pri presajanju, bolj da so malo manjše, pa da so dobro ukoreninjene. Predlagam, da pa zdaj posejeva špinačo, Dajva, tako evo. kot sva tudi obljubila. Res je. Tako da kar izvoli. Jaz sem prej že te plastične držale sem umaknil, tako da zdaj samo s prsti naredimo takole lukence. Takole gre, hop, hop, hop. Takole se naredi čez cel pladenj. No, gre kar hitro. Ja, pa se enkrat, ko padeš noter v ritem, je to sploh ni problema. Evo, takole. Odlično, mislim, da imamo za prvo kar dovolj. Na Ja. tak pladenj se pa dejansko lahko seje tudi več kultur skupaj. Normalno, ja, tukaj lahko sejemo naprimer, ne vem, 3 vrstice špinače, pa damo solato, pa recimo por, čebulo, grah, bob, naprimer. To so zdaj te aktualne kulture, pa kišna rdeča redkvica, lahko je mešano in pač ker sam papir odstopi lonček eno od drugega, poberemo dol ta prvo tiste sadike, ki so že primerne za presajanje. Odlično. Pa zdaj tudi pri špinači, mi s špinačo sejemo nekje na 2 do 3 semena na celico. Zato, da imamo špinačo v šopku, tako da to sploh ni problema. Tlele greš takole, pa če padeta 2, 3, ne vem, pri nas to res ne kompliciramo. No. Se pravi, nekatere je celo bolje sejati v skupini, če lahko tako rečem. Ja, Potem- res je, res je. Pa nam je tudi cilj, pač kot pridelovalcu zelenjave, da kaj nekaj odrežeš, da je forang. Ja, jaz recimo rdečo peso, ko jo sejem iz sadik, potem običajno zmeraj posejem 2 semeni, potem pa v presajanju eno sadiko odrežem, zato ker tam mi je pa preveč. Ja. Tako da ne konkurira in na ta način, če kakšen semen uspe po domače, imaš tistega drugega v rezervi in ga lahko kasneje odščipneš in To je je tudi- stvar ravno tako rešena. To je Tako da, ja, Aleš, res sem vesel, da si kar veliko nam povedal, razložil. Zagotovo so paper pot oziroma papirnate lončke ena prava naravna rešitev. Tukaj ni plastike, ni plastičnih lončkov, stvar je popolnoma reciklažna. Edino, kar je, te papirnate lončke je potrebno potem naročiti še drugo leto, kaj ti jih zmanjka. Ja. Tudi v vrtu lepo razpadejo, tudi na kompostu. Ale še zadnje vprašanje. Vrtičkar, ki ima površino 50 kvadratnih metrov, ki v Ja. celoti želi vzgajati sadike, koliko takih pladnjev bi ti priporočal, mogoče za začetek, pa potem za nadgradnjo? Ok, zdaj, če gledamo, da bomo plodovke še pikirali, rečemo 1 do 2. Ja? Potem je pa zdaj moja izkušnja skozi teh 2-3 leta pokazala, da je vsak še nekje 2-3 bolj hiter dokupil, zato ker pač je stvar enostavna pa učinkovita. Se pravi, rabimo od 2, 3 ali pa 5 pladnjev Tako. in pravzaprav takrat smo popolnoma samooskrbi, ne onesnažujemo okolja s plastiko in kot vidimo, sadike lepo uspevajo. Predlagam, da vrtičkarji kar zavihajo rokave, v januarju je že čas za prve setve in sajenja, Aleš pa vam svoje paper pot oziroma papirnate lončke lahko pošlje tudi po pošti.